Lepo pozdravljeni, moje ime je Andreja Hace, rojena Lah in sem bila na hribovski kmetiji v Ravnah na Koroškem, nato pa sem se preselila na mlekarsko kmetijo v Slovenj Gradec, kjer smo si z možem ustvarila družino. Leta 2017 pa smo svojo kmetijo preusmerila v hmeljarstvo. V prvi vrsti sem seveda mama, žena, nato kmetovalka. Starši so me že v rani mladosti naučili spoštovati kmetijsko zemljo in pa kmetijska opravila, kar sem jim zelo hvaležna, ker mi tudi zdaj to zelo prav pride, saj lahko veliko dela opravim takrat, ko je mož v službi, na kmetijstvo pa navajam že starejša 2 otroka. V zadnjih letih sem se znašla v določenih navzkrižjih, kjer je velikega pomena tako lokalna kot tudi državna politika. Zadnja 4 leta aktivno delujem na zaščiti kmetijske zemlje ter kmetij in spoznala sem, da če nisi aktivno, če neaktivno sodeluješ v politiki, je zelo težko narediti kak premik oziroma doseči cilje. Imam jasno zastavljene cilje, ki jih želim doseči, in na prvem mestu je to seveda maksimalna zaščita kmetijske zemlje. Zgubljamo jo z veliko hitrostjo, veliko prehitro, predvsem zaradi pozidav v dolinskem delu in pa zaraščanja v hribovitem delu. Resnično si želim, da se bi mi vsi začeli zavedati, da je kmetijska zemlja za nas pomembnega pomena, da je zelo pomembna, ker nam pač seveda zagotavlja hrano, ki jo potrebujemo vsi. Kot drugo želim pomagati kmetom, ker kmetje smo tisti, ki kmetijsko zemljo seveda obdelujemo. Ni nas več veliko, kar je ob težkih pogojih kmetovanja na žalost normalno. Resnično si želim, da kmetije ne bi več propadale in da bi tudi mladi z veseljem ostajali na kmetijah, tako v dolinskih kot tudi seveda v hribovskih, kjer so pogoji kmetovanja še veliko, veliko težji. Želim si, da bi kmet s ponosom rekel, da je kmet tako, kot je kmet spoštovan poklic v večjih državah, kot sta na primer Švica ali Nemčija. Pri nas pa se tega poklica na žalost sramujemo. Želim pa tudi izboljšati odnose med podeželjem in mestom, kar pa po moje bo to od vseh ciljev še najtežje doseči. Prej ali slej se bomo morali vsi začeli zavedati resnično, kako pomembna je kmetijska zemlja in pa tudi kako pomembni smo kmetje. Ljudje, ki gredo v trgovino, ki nimajo pravka s kmetijstvom, ko kupijo zelenjavo, se ne zavedajo oziroma se ne rabijo s tem ukvarjati, odkot je hrana, kako je pridelana. In želim si, da bi to miselnost ljudi, da bi jo spremenili in da bi spoštovali tako kmetijsko zemljo, kot tudi kmeta in njegove delo. Zdaj bo sicer marsikdo rekel, da jaz kot hmeljarka ne morem govoriti o pridelavi hrane, ampak pred leti sem bila mlekarka, še prej sem bila na hribovski kmetiji. Kdo ve, kje bom čez 5 let? Ali bom še vedno hmeljarka, ali bom zelenjadarca, ali bom nazaj šla v mlekarstvo za svojo družino, to ne ve nihče, tudi jaz ne. Vem pa, da dokler bomo imeli kmete, dokler bomo imeli ljudi, ki obdelujejo najboljšo kmetijsko zemljo in na prvem mestu, da bomo imeli sploh zemljo, s katero bomo lahko pridelovali hrano, pa vem, da je pridelava še mogoča. Ko zemlje in kmeta več ne bo, tudi hrane na žalost več ne bo. Nikakor nisem proti razvoju mesta, da se razumemo. Absolutno podpiram razvoj mesta, razvoj podeželja, vendar na tak način, da se čim manj posega na kmetijska zemljišča. Cesta, na primer, se lahko umakne v gozd, industrijske cone se lahko umaknejo v gozd, tudi v mestu se lahko širi v gozdu. Vendar hrana pa se v gozdu ne more pridelovati. Če mi kdo ne verjame, naj posadi 10 solat v gozdu in 10 na domačem pognojenem vrtu, pa bo videl, kakšna je razlika. Res marsikdo tudi reče, prestavimo kmetijsko zemljo iz njive v gozd, ampak v praksi kmetje vemo, da to ni mogoče oziroma je mogoče, ampak ni to ista zemlja kot ta, ki smo jo pridelovali in obdelovali že tisoče let. Resnično si želim narediti največ, kar se da za našo skupno zemljo, za našo skupno prihodnost in našo skupno hrano. Res je, da je to svetovni problem in jaz sama bom težko, ampak nekje moramo začeti. Če bomo samo doma sedeli in jamrali, kako se nič ne da, kako se nič ne splača, potem pa res ne bomo spremenili nič. Hvala lepa.